Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in tole je 8. pripoved o nevidnosti hendikepa. Tokrat o zunanjosti. Mladenič, s katerim se pogovarjava, mi pove tole zgodbo. Vprašal sem prijateljico, kaj je pomembnejše, človekova telesna zunanjost ali njegova notranjost. Odgovorila mi je, da je človekova zunanjost še kar pomembna, nato pa dodala, da je pomembna tudi notranjost. Prizadelo me je. Zakaj me je prizadelo? Kako je s tem? Mimogrede, mladenič, s katerim se pogovarjava, zastopa hendikep, ki ga je mogoče opaziti že od daleč. Razmišljajva torej, kako je s tem. Renesansa prinese novo razmišljanje o človekovem telesu, ki ni več grešno, ampak postane nekaj drugega. Človekovo telo, njegova zunanjost je lahko lepo. S tem se na novo zastavi vprašanje o razmerjih med zunanjostjo in notranjostjo. Ponudi pa se tudi začetni odgovor, kajti če hoče renesančni arhitekt ustvariti, uresničiti ideal lepega mesta, mora najprej imeti v svoji glavi, v svoji notranjosti, torej v duhu, idejo lepega mesta. Da bi imel idejo lepega, mora pred tem razmišljati. Razmišljati mora veliko in natančno. Na tem mestu se zato ponudi zanimiva vzporednica, da bi dobro razumeli razmerja med telesno zunanjostjo in notranjostjo, med telesom in duhom, če lahko tako rečemo. Pomislite na najhujšo stvar, ki ste jo storili svojemu bližnjemu, na nekaj, na kar niste in ne morete biti ponosni. Potem odgovorite na vprašanje, zakaj ste to storili. Iz izkušenj vemo, to pa potrjujejo tudi raziskave, da ljudje svoja dejanja, na katera nismo ponosni, razlagamo tako, da iščemo razloge v zunanjih okoliščinah. Ko enaka ali podobna dejanja pojasnjujemo pri drugih ljudeh, jih razumemo kot posledice njihovih odločitev, kot posledice nečesa torej, kar se je zgodilo v njihovi notranjosti. Drugega človeka lahko tako zelo hitro, nepremišljeno izključimo in razumemo, kot da je bistveno drugačen od nas samih. To pa že tlakuje pot k temu, kar sicer imenujemo banalnost zla. Banalnost zla nam odpre nova vrata, skozi katera moramo vstopiti, da bi dobro razumeli vprašanje, s katerim se soočamo v današnji pripovedi.
stopiti moramo skozi vrata, da bi dobro, natančno razmislili o ideji dobrega. Ideja dobrega lahko nastane samo v duhu, je torej po svoji naravi nekaj iz človekove notranjosti. In ko razmišljamo o ideji dobrega, se počasi dokopljemo do novega spoznanja, in sicer, da je v razmerjih med človekovo zunanjostjo, med telesno zunanjostjo in podobo telesa ter človekovo notranjostjo zelo pomembno in odločilno ne to, da ugotovimo, kaj je pomembno, kaj je pomembnejše, ali da pač dolgočasno ugotavljamo, da je bolj ali manj pomembno oboje, temveč, da je zares pomembna ideja dobrega, ki nas pripelje do spoznanja, da je med dvema človekoma manj pomembno, kakšna je telesna zunanjost enega ali drugega, da je manj pomembno, kakšna je notranjost enega ali drugega, in da je zares pomembno, koliko sta zmožna za dobro pogovarjanje. In značilnost dobrega pogovarjanja je zlasti ta, da dober sogovorec manj govori o sebi in daje prednost drugemu, svojemu sogovorcu, da bi ga natančno poslušal, da bi mu prisluhnil torej. In ker ta značilnost dobrega pogovarjanja velja tudi za sogovorca, ta stori enako. S tem se odpre najboljša možnost, da se začneta res dobro pogovarjati. In ko se dobro pogovarjata, je malo možnosti, da se bosta začela prepirati in nekaj dokazovati drug drugemu. Naprimer, ali je pomembna telesna zunanjost ali pač ne. Bolj verjetno je, da si bosta delila ideje, izkušnje, razmišljanje, spoznanja. Za dobrega sogovorca je zato značilno, da predvsem posluša druge ljudi in se uči, naprimer tega, kako biti še boljši sogovorec. Nadaljevanje prihodnjič.